slovenske vlade na zaprosilo Evropskega parlamenta v zvezi z tako imenovano afero LuxLeaks. Gre seveda za to, da je takrat tukaj Luksemburg država, ki je na nek način stimulirala številna podjetja, predvsem multinacionalke, da so imele sedež v tej državi. Tako je v bistvu na enem naslovu v Luksemburgu prijavljenih 1600 podjetij in seveda tukaj ne gre za neposredno kršenje davčnih zakonov in davčnih pravil, ampak v bistvu za izogibanje davkom na način, da se prenašajo sedeži podjetij, tako imenovani tudi poštni nabiralniki iz ene države v drugo državo. Takrat je bilo ugotovljeno, da je skoraj 340 podjetij koristilo v Luksemburgu takšne davčne pogoje in da je seveda zaradi tega prišlo do neplačila nekaj 100 milijard davkov v 10-letnem obdobju. Zaradi tega je Evropski parlament ustanovil posebno komisijo in ta komisija je zaprosila države članice Evropske unije, da posredujejo podatke o tem, kaj je posamezna država naredila na področju korporativnih davkov. Poleg tega tudi, da se ugotovi, kaj se dogaja v posamezni državi, da se omeji izogibanje davkov, da se omeji davčno erozijo in prestavljanje dobičkov iz ene države v drugo in da se pregleda davčne odločbe od leta 1991 naprej in se jih pošlje v Evropskemu parlamentu oziroma tej komisiji. In danes ugotavljamo, da je na podlagi zaprosila Evropskega parlamenta aprila leta 2015 Slovenija ena izmed 3 držav, ki teh podatkov Evropskemu parlamentu ni posredovala. Poleg Slovenije sta to še Danska in Bolgarija. Kaj seveda to pomeni? Kaj pomeni ta indolenca slovenske vlade, da tega ni storila? To pomeni, da slovenska vlada ne želi sodelovati pri tem, ali to pomeni, da slovenska vlada celo podpira takšen način poslovanja, vendar seveda verjetno v drugih državah ali tudi v Sloveniji tega dejansko ni zaznati, ni jasno, kaj pravzaprav to je. Menimo pa, da je seveda to popolnoma neodgovorno, da slovenska vlada, predvsem Ministrstvo za finance, tukaj ne sodeluje z posebno komisijo Evropskega parlamenta, katere namen je, da se predvsem zagotovi na celotni Evropi konkurenčen davčni sistem, vendar da je ta konkurenca neškodljiva, da ne govorimo o škodljivi davčni konkurenci, da je to fair konkurenca in seveda, da bomo imeli tudi v Sloveniji in seveda tudi v Evropi pravičen davčni sistem, ne le, da bo ta davčni sistem v skladu z vsemi predpisi in zakoni, ampak da bo tudi pravičen. Le tako bo Slovenija zagotovila tisto ustavno določbo, ki govori o socialni državi, kajti izogibanje davkov seveda pomeni manj prihodke za državni proračun in seveda pomeni tudi manjšo socialo, kar pomeni, da se seveda potem ta ustavna odločba ne uveljavlja. Zaradi tega menim, da je nujno potrebno, da Slovenija izpolni to nalogo in da seveda tudi minister za finance sprejme
določene ukrepe v zvezi s tem in nenazadnje, da pojasni Komisiji Evropskega parlamenta za ugotavljanje davčnih utaj, razloge, zakaj to ni storil, oziroma da dejansko nastopi pred to komisijo in da dejansko predloži osebno vse te podatke, ki jih ta komisija tudi zahteva. Hvala.